Prišel sem ful zgodaj in sem se sprehodil po centru, spil sem kavo v dveh različnih lokalih, šel sem pogledat Pilonovo galerijo, ki je pač žal zaprta, ampak v bistvu sem danes tukaj res eno tako lepo popoldne preživel, pa še pač super prireditev, pa super program, ki ga je naredila Lara. Kakšna pa je ajdovska publika, po vašem mnenju? Nastopajoči včasih začutimo na odru, kdaj je publika hvaležna. To je rečeno hvaležna v najlepšem možnem smislu. Ko čutiš, da so s tabo, da te poslušajo, te nagradijo z aplavzi in to. In ja, tale publika je bila danes zelo hvaležna. In predvsem še to, da dodam, Lara je naredila odličen abonma, tako da mislim, da bo publika še nagrajena. Že ko smo pri Lari, kako bi označili Laro? Ne vem, ne poznam je, prvič sem jo danes videl. Ne hecam se. Z Laro se poznava že zelo dolgo. To je energično, leteče, ampak krasno, kreativno bitje. Tako da sem zelo vesel, da sva po dolgem času danes spet stala na odru skupaj, čeprav je bilo tako, da sem samo vodil. Ampak pridejo zdaj zelo malo časi, ko bomo tudi igrali skupaj. Najprej čestitke za to enkratno prireditev. Bravo, Lara. Kako ste uspela vse te ljudi zbrati na en kup? Ja, ne vem, imam to moč čarovniško, ampak vsekakor hvala. Hvala za to, res sem zelo, bom rekla, vesela in ganjena in počaščena, da je toliko mojih ajdovcev oziroma tudi iz drugod prišlo in da podpirajo pač to mojo norost tega, da sem se spravila v projekt, da bom pripeljala to kulturo v ajdovščino in res, ne vem, bil je čaroben večer in sem zelo vesela in hvala vsem. Kako ste pa izbirali ljudi, ki so bili danes na odru? Ste vi? Ja, jaz sem pravzaprav zbirala ljudi. Ne vem, poskušala sem narediti pač en kontekst, da že takoj v prvem tem otvoritvenem večeru nekako pokažem, kaj bo v nadaljevanju. Se pravi, da je tukaj malo šansona, da je glasba, ki ni ravno komercialna, da je klasično petje, da je žlahtna popevka v pojavi Darje Švajger in tako naprej, da sem imela igralca za voditelja. S tem sem hotela pravzaprav vse na nek način malo pridiha dati tega in gledališkega in v katero smer želi iti moj program. Kakšna pa je bila ta današnja vaša ajdovska publika? Je krasna, kaj ne rečem. Zdaj bodo vsi rekli, to si rekla, ker si tle doma in ker sem jaz taka res lokalpatriotka. Ampak vidim nasplošno, da ko nastopam izven Ljubljane, so ljudje veliko bolj hvaležni, ko pridemo do njih, ko jim damo neke svoje kulture in tako naprej. In tako je bilo tudi danes. Sploh pa je tukaj še dodana vrednost, ker sem domačinka. In eni me poznajo, ker sem bila še mičkana in zdaj me gleda, oma si zrastla in je lepo. Najprej čestitke, super nastop je bil. Kako je pred to publiko ajdovsko? Ja, hvala. Jaz sem se počutil več kot doma in bom rekel, mislim, da smo vsi skupaj čutili, kar se je danes zgodilo glasbenega in res cenim, da smo bili danes tukaj in cenim za publiko in tudi za Laro, da je nas povabila sem dol. Vi ste tudi drugje priznani, ne? Ja, pri nas in v tujini tudi. V tujini, kje lahko zaupate? Ja, Italija, tudi Los Angeles, kamor sem zaključil magisterij, sem tudi imel operne predstave in Hrvaške operne hiše, tako da... Čestitke. Drugače pa poznate Laro odprej? Ja, z Laro se poznava tako, kakor znana oseba, kdaj smo se videli v kakšnem teatru in zdaj je cajt, da greva res v meri z Laro na kavo in rečeva še kakšno besedo. Najprej čestitke, super nastop. Kako se imenuje vaša skupina? Pozabljeni orkester. In pevec, ki z vami izvajate, ste vedno skupaj ali kako je to? Ja, to je projekt vrhunskega evropskega baritonista Jureta Počkaja, ki je prav posebej
je za to priložnost zbral ekipo izkušenih in malo manj izkušenih, oziroma zdaj smo že kar vsi izkušeni, neki prekaljeni glasbeni mački, študentje glasbe in tako naprej, se pravi visoko izobraženi glasbeniki v projektu, poimenovanem Pozabljeni orkester. In kje vas lahko vidimo v bodoče? Po moje najprej na Božičnici, to je širša okolica Notranjske, Postojna, Logatec, Bloke, Pivka, Sežana. Laro, znate že od prej? Laro, mislim, da po moje vsi poznamo. Z Laro smo, če ne drugega, odraščali. To je seveda slovenska igralka prve lige, tako da jo poznamo. Prav zato sem izjemno vesel, da se je gospa Lara Janković, naša rojakinja, odločila Ajdovščini ponuditi nekaj novega. Nekaj košček v mozaiku celotnega kulturnega ustvarjanja, na kar smo seveda kot občina se tudi z veseljem odzvali in njen dogodek podprli. Najprej čestitke in vse pohvale, da ste to uspeli narediti v Ajdovščini. Kako ste prišli na to idejo? Kdo jo podal? Precej dolgo sva se z gospod Laro Janković pogovarjala pravzaprav o stanju kulture na območju naše občine, na kar je vzniknila ideja, da postavi tudi sama še kamenček v mozaik našega kulturnega ustvarjanja z Larinim abonmajem. Tako da bi kar rekel, da je bila nekje, bom rekel, taka skupna ideja, ki je rasla skozi številne ideje in se na koncu oblikovala v Larin abonma. Laro poznate že od prej? Z Laro se poznava že zelo dolgo, še iz taborniških vrst, kjer so bili najini, bom rekel, prvi stiki, jasno pa tudi potem kasneje, bom rekel, iz bolj formalnih okvirjev. Ricominciare